Danes v Pomurskem dnevniku težave z grafiti, festivalski dnevi, umrl župan Kobilja, Tabor prvič slavil na Fazaneriji, jutri bo po večini sončno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. V zadnjih mesecih se je v Murski Soboti tako na javnih kot tudi na zasebnih stavbah pojavilo precejšnje število grafitov. Nekateri kažejo svojo umetniško plat na legalen način, drugi opozarjajo na krivico, spet tretji nastanejo le z razlogom zabavljaštva. Pojavljajo se praktično vse povsod, v podhodih, na fasadah več stanovanjskih stavb, na gradu, predvsem pa so ti na območju Stare ulice in na Kocljevi ulici. Stil grafitiranja, ki je v preteklih mesecih eksplodiral v Murski Soboti, poznavalci imenujejo teganje. Mislim, ne govorimo več o grafitih, toliko danes bolj se govori o urbani umetnosti. Grafiti seveda se ločujejo po oblikah, so poslikave, kjer so kakšne karakterne zadeve, ko so kakšne figurice zraven, potem so poslikave ali pa črke, bom rekel, tipografije v raznih oblikah, barvah. Recimo to, kar pa se pojavlja v Soboti zadnje čase, pa je teganje, se temu reče. To so, bom rekel, neki podpisi sinonimskih imen. Tudi župan mestne občine Murska Sobota se je že odzval in kritiziral ulične umetnike, saj gre denar za sanacijo javnih površin iz občinskega proračuna. Moram reči, da sem žalosten, ker počnejo to posamezniki na tistih mestih, ki niso primerna za to in ker povzročajo tako zasebnikom kot tudi občini stroške zaradi čiščenja. Jaz bi izkoristil to izjavo in ta dan pogovor, da bi pozval tiste, ki to počnejo, naj se oglasijo pri meni, da jim pripravimo steno, na katero bodo lahko mirno risali, pisali, kolikor bodo želeli. Grafiti so pogostokrat tudi odraz protesta posameznikov, nezadovoljstva. Zato tudi iz tega razloga vabim te avtorje teh grafitov, da se oglasijo pri meni in se pogovorimo o tem, kaj je narobe v našem mestu. Jaz mislim, da je to pravi način in da grafiti ne sodijo tja, kjer jim ni mesto še enkrat. Kakršenkoli strošek je to nepotrebni strošek. Proračun je namenjen za druge bolj pametne stvari. Seveda stroški so veliki, ker je potrebno očistiti, prebeliti, težko je odstranjevati spreje. Zato se mi zdi, da je vsak evro, ki je za to namenjen za čiščenje, odveč in ga še kako potrebujemo na drugih mestih, kjer ga bolj koristno lahko porabimo. S podobno težavo so se v Murski Soboti srečali že v preteklosti. Takrat so jo rešili na pragmatičen način. Mi smo pred leti skupaj z policijsko postajo Murska Sobota, ko se je prav tako pojavil podoben problem, naredili eno izvrstno stvar. Mestna občina je kupila spreje in avtor odličnega grafita je porisal steno, na katero so ves čas pisali grafitaši neprimerne izjave oziroma tekste. A veste, kaj je zanimivo? Nikoli več in nikdar se na tistem mestu ni pojavil neprimeren grafit. Na samo grafitiranje, ki ga najdemo po Murski Soboti, pa ne moremo gledati kot na zlonameren vandalizem. Za slabo namernost sigurno ne gre. Gre se bolj za kakšno, bom rekel, da ponesrečeno igro. Ker je pač Murska Sobota, kot rečeno, dokaj čisto in zeleno mesto, bolj majhno mestece, se to toliko prej opazi. Zdaj v kakšnih velikih urbanih mestih, kjer se to pojavlja na dnevni bazi, kot je to New York, bom rekel zdaj že Berlin ali kaj takšnega, pa se to sploh več ne opazi. Tako da, ja, ni zelo namerno, je pa pač nerodno, ko se pač to začne pojavljati. Je tudi se naredi nekšna škoda ali kaj takšnega, ampak to je tudi eno sporočilo mogoče, da pa potrebujemo v Soboti kje kakšen prostor, javni prostor, kjer bo dovoljeno kaj takšnega upravljati, kjer se bo lahko mladina izživljala, sprobavala, se učila, pa mogoče kaj iz tega pol razvila naprej. Tudi župan pravi, da ne vidi nobenega problema pri sami umetnosti grafitiranja. Težava nastopi le zaradi neprimernih mest, kjer se znajdejo ulične umetnine. Torej še enkrat pozivam tiste, ki pač to počnejo, da to ni potrebno, da to počnejo na neprimernih mestih. Poskrbeli bomo za to, za neki zid, škarpo ali nekaj takega, kjer bodo lahko risali. In jaz upam, da se bo s tem tudi zadeva ustavila. Mi smo
že opravili pogovor z policijsko postajo Murska Sobota, kjer smo se predvsem pogovarjali o drugačnem pristopu do avtorjev teh grafitov, ne z kaznovanjem, ampak da jih povabimo, kot sem jih povabil tudi sedaj, in da se pogovorimo o primernosti njihovega početja in kje bodo to počeli v prihodnje. Policisti policijske postaje Murska Sobota sicer že obravnavajo 17 kaznivih dejanj povezanih z nedovoljenim grafitiranjem, za kar je zagrožena kazen do 2 let zapora. Župan pa ob tem vsem grafitarjem obljublja primeren prostor za ustvarjanje svojih umetnin. Mednarodni folklorni festival v Beltincih ima dolgoletno tradicijo. V letih od nastanka se je oblikoval v edinstveno 4-dnevno prireditev, ki pa bo letos zaradi epidemije koronavirusa izgledala nekoliko drugače. Dogajanje se bo začelo v petek 23. julija ob 19. z odprtjem ulične fotografske razstave. Tudi to je bil festival avtorja Janeza Eržena. Zaradi covida je bilo težko pripraviti oziroma privabiti folklorne skupine, ki smo jih včasih vabili, predvsem iz tujine. Tujih folklornih skupin pravzaprav letos ne bo. Skupina, ki se nam bo pridružila, edina, ki prihaja iz tujine, je glasbena skupina Jaro iz Usti nad Orlice. To so naši prijatelji Čehi, s katerimi se vsake toliko srečamo in tudi zdaj so bili seveda pripravljeni priti na naše festivalske dneve. Zakaj težava tudi z slovenskimi folklornimi skupinami? Vedeti moramo, da v zadnjem letu in pol torej folklornih revij ni bilo. Tudi podobnih dogodkov pravzaprav ni bilo in skupine so bile omejene, vaj ni bilo in zaradi tega je tudi nekako nabor malo drugačen. Prišlo bo nekaj folklornih skupin v soboto zvečer, ko bo tudi osrednja folklorna prireditev. Zdaj pa, če se lotim še te časovnice. Letos bo vse skupaj potekalo, glavnina dela bo potekala torej v petek zvečer in v soboto ves dan, pa zaključna glavna prireditev v soboto zvečer, v nedeljo potem neke vrste odomaš. Zakaj smo storili tako oziroma zakaj smo nastavili zgodbo tako? Tudi zaradi tega, zaradi omejevanja namreč prostora smo preselili dogajanje v sam center Beltinec. To bo torej pred mostom, takrat bo ta cesta tudi zaprta, vse skupaj se bo dogajalo tam. In ker gre vendarle za vroče dni, bo glavna zadeva namesto v nedeljo popoldne ob 4, kot je ob 16, torej kot je bilo običajno, zdaj potekala v soboto zvečer ob 20. uri. Zaključek festivalskih dnevov pa je načrtovan v nedeljo 25. julija. V starosti 54 let je nenadoma umrl župan občine Kobilje Robert Ščap. Ščap je bil nepoklicni župan drugi mandat od leta 2014, ob tem pa je vodil tudi logistično-transportno podjetje. Na občini Kobilje so odprli žalno knjigo ter svojcem in najbližjim izrekli sožalje. Občina leži na skrajnem severovzhodu Slovenije, tik ob slovensko-madžarski meji in je ena od 3 občin v Sloveniji, ki jih sestavlja le eno naselje, ima pa 570 prebivalcev. Pokojni župan Robert Ščap je bil znan po svoji odločitvi, da se že leta 2015 odpove nadomestilu za opravljanje županske funkcije. S tako privarčevanim denarjem so na občini lahko zaposlili 8 javnih delavcev, kar je bila rešitev za ravno toliko družin. V zdravstvenem domu za študente si želijo, da bi bili tudi slovenski dečki zaščiteni pred boleznimi, ki jih povzročajo okužbe s HPV, med katere spadajo tudi različni raki. Tako bodo v prihodnjem šolskem letu prvič v programu rednega cepljenja tudi dečki v 6. razredu osnovne šole upravičeni do brezplačnega cepljenja proti HPV. Pri deklicah prvo cepljenje proti HPV izvajajo po rednem programu cepljenja v 6. razredu osnovne šole. Brezplačno cepljenje je omogočeno tudi deklicam, ki so prvo cepljenje v 6. razredu zamudile in so rojene v letu 1998 ali kasneje. V stroki so se zelo zavzemali, da bi bilo cepljenje proti HPV plačano iz sredstev javne zdravstvene blagajne za oba spola, saj je bilo povsem nedopustno, da dečki niso bili vključeni v program cepljenja.
Cepljenje dečkov bo prispevalo k kolektivni imunosti in s tem posredno tudi k eliminaciji raka materničnega vratu ter k boljšemu obvladovanju drugih rakov in bolezni, ki jih povzročajo okužbe s HPV. Cepljenje pa kot običajno ni obvezno. Muraši so se v prvem krogu prve lige Telemach pomerili s Taborom iz Sežane. Tekma pa se je končala s presenetljivim porazom branilcev naslova državnih prvakov. Ekipa Tabora je premagala domače nogometaše z rezultatom 3-0. Črno-beli so sicer v lanski sezoni proti Sežancem enkrat zmagali, enkrat izgubili in dvakrat remizirali. Tokrat pa... Glede na prikazano, glede na vse skupaj, si je Tabor zaslužil zmago. Tri kontre so nam dali, trikrat so zadeli. Z naše strani pa je manjkala ravno ta taktična kultura, o kateri smo pred tekmo se pogovarjali, da jim ne smemo dovoliti prostora, ampak to je pač se zgodilo danes. Dejstvo je, da nismo bili na nivoju, v kateri so sposobni. Šimundža je pohvalil sežanske prehode iz obrambe v napad in dodal, da je pri svojih varovancih pogrešal odgovor na takšno igro. Pomembno je, da si vsak pri sebi razčistimo zadeve, kako in kaj. Najbolj pomembno je, da so fantje od 5 segmentov, ki smo se dogovorili, 4 se držali tega, to takšno kulturo pa smo zelo zanemarili, kar nas je krasilo v prejšnji sezoni. V primerjavi s torkovo tekmo je bilo opravljenih kar 6 menjav v začetni 11-terici. Z menjavami smo takoj prišli do ene izredne priložnosti, mislim, da je celo ščrte vprašanje, če bi golman odreagiral. In potem pa taktična spet takšna kultura, ki si ne smemo dovoliti veliko prostora tem igralcem, tega smo se zavedali, ampak enostavno bili so zelo dobri v teh svojih prehodih, mi pa nismo znali odgovoriti tako, kot bi morali. Enostavno vemo, da vse igralce potrebujemo. Vemo, da imamo hud ritem do avgusta, do konca avgusta. Enostavno zadeva je takšna, da držati igralce na nekem nivoju, dokler, bom rekel, pod narekovaji ne puknejo, je velika težava za prihodnost. Enostavno to je dejstvo, ni pa opravičilo. Dejstvo je, da vračamo Karamarka po dolgi poškodbi, dejstvo je, da vračamo Kozarja po dolgi poškodbi, dejstvo je, da vračamo Filipoviča po 2 mesecih in pol, tako da to so zadeve, ki so dejstvo, niso pa opravičilo. Upamo, da bodo v vrstah Mure uspeli držati pospešen tempo vse do konca avgusta. Naslednja tekma je namreč na sporedu že v sredo, ko se bodo na domačem igrišču pomerili z bolgarskim prvakom. Jutri bo po večini sončno, več pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli oblačen dan s temperaturami okrog 25 stopinj Celzija. Opoldne smo v Krajinskem parku Goričko namerili 24 stopinj, v Radencih in v Murski Soboti 26, ter v Lendavi prav tako 26 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru okoli 16 stopinj, dnevne pa od 25 do 27 stopinj Celzija. Tudi v sredo in v četrtek kaže na sončno vreme, verjetnost popoldanskih neviht bo majhna. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od 12 do 16 stopinj, dnevne pa okoli 28 stopinj Celzija. Toliko smo vam imeli povedati v današnjem Pomurskem dnevniku, več informacij pa najdete na naši spletni strani. Ostanite v naši družbi in nasvidenje do jutri.